Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Ponovno je na Pokljuki potekalo že 32. tekmovanje gospodarstvenikov, politikov in menedžerjev. Res je, letos se jih je zbralo zelo veliko, največ iz veleposlaništev, diplomatov iz Velike Britanije, Madžarske, Združenih držav Amerike, Italije, skratka toliko veleposlanikov in diplomatov, kar jih je bilo letos, jih še ni bilo. Vseh skupaj je bilo prijavljenih 75, tekmovalo pa jih je 65. Vse skupaj pa se je zaključilo s prijetnim druženjem in vsi so se obljubili, da se vidijo na 33. tekmovanju teka za rekreacijo v letu 2026. Letos je seveda malo drugače, snežne razmere so skromne, tako da nista za preteči 2 kroga, ampak 3 krogi. Še nasvet, če sem prej dejal prejšnje leta, da prvi krog gremo na vso moč, potem pa kar duša da. No, letos prve 2 kroga na vso moč, potem pa zadnjega kar duša da. Želim vam obilo prijetnih užitkov na tej progi. Srečno! Tudi na štartu, za začetek, najprej naš prvi gost, tako kot vsako leto župan občine Škofja Loka, Tine Radinja. Tine, tudi tokrat mislim, da boš imel to čast otvoriti tekmovanje. Naj bo srečno! Vi ste se prvi podali letos na tale tek. Ne vem, s čem sem si pri to prislužil, ampak organizator mi že tradicionalno zagotovi štartno številko 1, ampak ni važno, važno je, da se imamo lepo letos na 3 krogih v čudoviti družbi tukaj na Pokljuki in vsa pohvala organizatorju, da se že 32 let trudi, da se lahko mi takole kvalitetno podružimo. Kolikokrat ste bil pa že vi tukaj? Vsaj 3-krat. Kako ste ocenili današnjo, malo snega ni več toliko, kolikor ga je bilo včasih, pa vendar tekmovanje je izpeljano. Ja, ljubitelji teka na smučeh smo letos kar malo v stiski, malo je priložnosti, malo terena v Sloveniji, ampak dajmo uživati v tem, kar imamo, dokler imamo, saj na vzdušje prav nič ne vpliva. Kako je bilo na poti? Eni deli so kar težki tehnično, tako da sem enkrat padel vmes, enkrat sem je smučka odpela, ampak drugače šlo pa se mi zdi kar v redu. No. Imate dovolj poguma, energije in volje? Ja, zdaj smo sprobali, bomo videli, ko bodo rezultati objavljeni, koliko je bilo energije, poguma pa volje pa ne manjka. No. Ste prvič na tem teku? Ja, prvič. Pa zagotovo ne zadnjič, ne? Ne, po moje se bom še vrnil, seveda spet odvisno od tega, kako sem se odrezal malo, no, ampak ne bom prišel. Važno je sodelovati. Ja, res je. Sigurno bom med top 20 v svoji kategoriji. Borut Sajovic, minister za obrambo Republike Slovenije na progi. Tokrat minister za obrambo, pa vendar ponovno na Pokljuki. Ja, res je, čas hitro teče. Pred nekaj desetletji sem začel kot svetnik krajevne skupnosti, pa potem vse naprej, ampak ljudje se spreminjajo, tudi naše naloge, izzivi. Eno je pa gotovo, da dobra telesna pripravljenost pomaga k mentalni trdnosti in pa tukaj sklepanje, druženje, prijateljstv, to je tisto, kar je najpomembnejše. Tako da hvala lepa tudi vam za spremljanje, za spodbudo. Lep in pa ponosen slovenski dan na Pokljuki. Še vedno volja, trma, slovenska. Ko gre človek na 70, koliko jaz marsikaj prebere, ne? Ampak fizična in pa mentalna pripravljenost je najbrž edino, ki ti kakšno leto podari ali pa še enkrat. In kakšen rezultat pričakujete danes? Rezultat ne vem, ampak zadovoljen sem sam sabo. V 3 krogih ni zmanjkalo moči, nekaj rezerve je še bilo, bo pa to izziv za naslednje leto. Kolikokrat ste že bili na tem teku? Po mojem več kot 10-krat. Kako je bilo danes? Danes čakam še, ker imam številko, mislim, da 96. Je bilo kaj treninga? Enkrat sem tekel v planici, vse ni nobenega snega. Tako da bomo videli, mislim, da bo šlo. In kakšen čas pričakujete danes? Težko reči, upam, da pod tam 25 minut. Vse manj krajša proga letos. In zakaj prihajate tukaj? Zaradi druženja, mislim, da organizacija
Vinko je vrhunski organizator in se mu sploh leta ne poznajo, tako da po mojem bomo še to dolg časa delali. Veliko sreče na poti. Lepa. Vi ste pa v glavnem velikokrat prisotni na tem teku gospodarstvenikov, diplomatov in politikov. Ja, res, jaz mislim, da sem pa že bila 20krat tudi kot aktivna, ker pred kar nekaj leti, to se pravi 20, ko sem še vodila blejski turizem, smo seveda takoj prepoznali res ta pomen tega tekmovanja, te druženja, seveda tudi športa in smo že takrat podprli, hitro sem se vključila pa tudi kot aktivna tekmovalka, seveda sodelujem po Coubertinovem načelu, važno je sodelovati, moram reči, ampak ja, skozi različne službene menjave nekako vedno ustrezam eni od kategorij tukaj. Je sploh še možno dobiti kakšen trening tukaj gor? Marja, ja res, mislim, da kar se pa snega tiče, je pa res letos ena izjemna situacija, tako da glede na to, da vemo, da predvsem aktivni športniki potrebujejo tudi to progo, moram priznati, da nisem kaj dosti trenirala, samo enkrat sem šla probat, ampak vreme nam je pa kljub vsemu vedno naklonjeno, no, sonček nas je spremljal dopoldne. Zima pa jaz srčno upam, da še pride, glede na to, da imamo še kar ambiciozne načrte, tudi v tekmovalnem smislu kot organizatorji, mislim, ne jaz osebno, kaj bo še vse po zimi. Lojze Peterle je vedno zvest Pokljuki, če ne na smučeh, teka na smučeh, pa takole, je to tako, pozdravljeni? Pozdravljeni, jaz spet uživam, pravkar sem se z nekom pogovarjal, pa sem omenil Ljubljano, je rekel, pustimo Ljubljano. Je rekel, zdaj smo tle, v Ljubljani naj se imajo, kakor se imajo, mi pa tle uživamo in smo enotni v različnosti. Tle pridejo levi, desni, ta srednji, plavi, črni, rdeči in tako naprej. In to se dogaja že dolgo časa in jaz sem vesel, da je tako. Tukaj ni pomembna politika, tukaj je pomembno druženje, sneg, sonce, razvedrilo. Ja, in evo, spet smo zbrali ta prav dan, mogoče bomo celo malo porjavel. Sem vesel, da ima ta ideja veliko, odmeva med diplomati. Pravkar mi je rekla žena od romunskega veleposlanika, da najboljš potico dobi pa tle gor in se rekel, kar naprej hodite, ker lahko na kvaliteto računate. Strelica se zelo potrudi, Grašičeva družina še posebej. Tako da tole je ena lepa slovenska točka, kjer se dogaja samo pozitiva. Občina Tržič že leta in leta sodeluje na teku politikov, gospodarstvenikov in pa menedžerjev tukaj na Pokljuki tudi kot sponzor v organizaciji Društva Strelica. Ja, mislim, lahko rečem, da kot župan občine Tržič sem zelo ponosen na tole prireditev. Sicer tale področje ni v naši ingerenci, ampak organizatorji prihajajo iz Tržiča in sam še enkrat vsa pohvala, že 32. tek diplomatov, politikov in gospodarstvenikov in mislim, da tudi letos je odlično uspel, odlično organiziran, sploh glede na stanje snega oziroma količino snega na Pokljuki, mislim, da so proge odlično pripravljene in cela organizacija in cel dogodek je en tak res lep. Imajo pa tudi srečo vsako leto z vremenom, če je spodaj megla, tukaj na Pokljuki je zagotovo sonce. Ja, res je. Na Pokljuka je ena tako posebno področje, lahko pa, da pomagamo tudi, ker smo pač organizatorji iz Tržiča, da ta slab veter iz Tržiča popiha čez Pokljuko pa odžene meglo. Mogoče je tudi kaj na tem. Upajmo, da je res, hvala. Pozdravljam ponovno na Pokljuki tistega, ki sta skupaj organizirala oziroma začela tole pot teka. Danes ni, to je bil dr. August Mencinger, pa vendar, kako se vam danes zdi tukaj? No, moram reči, da je zadeva ali pa vzdušje enkratno, seveda nam služi tudi vreme, ne glede, da narava ni naredila tistega, kar smo pričakovali, dovolj snega, kot vidite, snega ni, ampak so pa proge perfektno urejene. To gre zasluga biatlonskemu centru, gospodu direktorju Rohlu, ki skrbi, da je vzdušje tukaj tako,
kot vedno. Ste pričakovali toliko diplomatov, veleposlanikov, kot jih imate letos? Moram reči, da moram kar pogledati, kje so kakšni slovenski tekmovalci. Ja, vsekakor, očitno so tuji diplomati odkrili Pokljuko, če bi tako rekel. Ampak v glavnem zanimivosti na Pokljuki vsekakor so, ne glede na manjše količine snega, proge so izredno pripravljene, organizacija v domeni športnega društva Strelica je pa taka, kot od nas vsi pričakujejo. Seveda smo pa veseli tudi direktorju, gospodu Ravglu, direktorju tega centra, ki pravzaprav skrbi, da vse poteka tako, kot mora. Hvala za pogovor in srečno. Hvala lepa. Tomaž Rogelj iz športnega centra Pokljuka, lepo pozdravljeni. Dober dan želim, dobrodošli tukaj. Vi ste zdaj že kar nekaj let tukaj direktorji in skrbite za vse tiste, ki hodijo tukaj in za vso organizacijo. To je res dobra služba, ne povem. In je pa s temi spremenjenimi klimatskimi razmerami to vsako leto težje. Ampak se trudimo, mi smo se novembra odločili, da bo zima in smo naredili kompakten sneg in potem tudi začeli sezono. Od takrat naprej je na Pokljuki možno tek na smučeh. Ste zadovoljni, da se društvo Strelica vedno vrača nazaj na Pokljuko vsako leto? Letos že 32-tič. To je verjetno ena najdaljša tekma z najdaljšo tradicijo in smo res veseli, ker se je obdržala tako. In vsako leto pridobijo dodatne goste. Tukaj imate številne prireditve in zdaj se vam bliža biatlon, že tečejo priprave tukaj. Seveda letos imamo kar 3 velike dogodke, alpski pokal, potem svetovno prvenstvo parabiatlonov in svetovni pokal. In to vse zahteva pač priprave in mi smo na to pripravljeni, ker imamo tudi izkušnje. Hvala in srečno in uspešno. Hvala tudi vam. Kako ste danes zadovoljni? Kot sem že malo prej rekla Vinkutu, imate ogromno veleposlanikov in diplomatov. Mislim, da največ do sedaj. Res je. Prijavljenih je bilo vse skupaj v 8 različnih kategorijah 75 tekmovalcev. Žal jih je zaradi nekaj bolezni in gripe, ki je trenutno na pohodu, nekaj odpovedali. Vse skupaj pa mislim, da se jih je na progo oziroma smučino spustilo 67. Kako ocenjujete današnji tek? Lahko samo rečem, perfektno, tudi vreme nam služi in ta snežena podlaga, ki jo tukaj gor na Pokljuki res več kot odlično pripravijo. Vsi tečejo po 3 kroge? Letos so krogi malo krajši, zato smo se odločili za 3 kroge, ampak skupna dolžina je pa ista kot pa v preteklih letih, okrog 5 km. Kot pa vsi, ki hodijo tukaj gor, poudarjajo, da je pomembno druženje, sveži zrak in sprememba iz tedna na konec tedna. Seveda, vsi so zadovoljni, ki pridejo na Pokljuko, se vejo, kaj jih tukaj vse pričakuje, sproščenost, druženje in pa seveda srečanje z dolgoletnimi prijatelji, novimi poznanstvi in tako naprej. Komu so namenjena tokratna sredstva, ki jih uspete zbrati? Tokrat zbiramo sredstva za organizacijo vseh teh naših pohodov za otroke in pa mladino v Sredogorje, tečaje smučarskega teka in še se najde. Spoštovani udeleženke in udeleženci današnjega 32. teka na Pokljuki, moram reči, da sem izredno počaščen, kajti leta 92, v prejšnjem tisočletju, smo začeli s to prireditvijo. Ni bila taka, kot je danes, ampak začelo se je. In potem je športno društvo Strelica nadaljevalo s to prireditvijo in moram reči, da sem izredno počaščen, da toliko udeležencev, kot jih je bilo danes na progi, še ni bilo
v zadnjem desetletju. Zato pa uspeh. Kako ste zadovoljni za zaključkom, ne vem. To bodo sami povedali med sabo v tem druženju, ki nam sledi vsako leto. Moram pa reči, da takrat, ko smo to začeli, se nisem predstavljal, da bomo toliko let zdržali, seveda po zaslugi marljivih članov športnega društva Strelica iz Tržiča. In moram reči, da upam, da bomo s to prireditvijo še nadaljevali. Ne vem, koliko časa še, ampak mlade generacije so tudi navdušene nad to prireditvijo. Veseli pa smo, da nas podpirajo tudi ministri naše vlade, ki so ali udeleženci na tekmi ali pa sicer na tej prireditvi. Še enkrat hvala lepa in lepo se imejte. Spoštovani, prijazen dober dan, dobrodošlica na slovenski Pokljuki. Ponosni smo, da vas gostimo. Vesel in pa zadovoljen, da nas šport druži in povezuje. Ljudje, ki so v dobri fizični in mentalni kondiciji, so kos tudi izzivom življenja. Hvala lepa športnemu društvu Strelica in pa družini Grašič z Vinkom in pa z mamo, ki je tamle odzadej na čelu za organizacijo res čudovite prireditve. Tako da hvala lepa, ker ste tukaj. Bravo, Grašičovi in Strelica, bravo. Tudi njega bomo v kratkem videli na štartni listi. Seveda, zelo so si podobno stanju, glih 3 leta nazaj smo obljubila, da je trenirala, pa nič od tega. Čast mi je, da kot župan Tržiča vas lahko vse pozdravim. Zdaj Pokljuka ni naša, ampak glede na trende v svetovni diplomaciji bi lahko rekel, da pripada nam. Če se majčkam bolj potrudimo, ponudimo Bohinjcem pač nekaj, potem je pa Pokljuka Tržička. To je seveda šala in nam nadaljeval te zgodbe. So pa organizatorji iz Tržiča in tudi v mojem imenu ena velika hvala Strelici, Klemenu, Vinku in vsem ostalim. 32. tek in res, mislim, da v tem, bom rekel, zmedenem svetu so takli trenutki še bolj dragoceni, da se lahko odkrito, sproščeno pogovorite in se imamo fajn. Vsako leto, moram reči, tudi lepo vreme kle na Pokljuki, to je pa res, to pa je doprinos Tržičanov, ko un slab veter, ki piha z Tržiča, vedno potegne tudi čez Pokljuko in je kle sončak in ni megle. Želim vam eno lepo druženje in pa seveda še naslednja leta na Pokljuki. En lep pozdrav, dragi Vinko, Klemen, organizatorji. 3. leto zapored sem jaz tu, vsako leto rečem naslednjič pridem na tekaških smučkah, pa mi ne uspe, ampak naredim vmes vsaj en pohod do Vzhovnice, kar je tudi lepo. Že lansko leto smo se srečali tukaj na Pokljuki, obljubila ste nekako, da pridete na tekaške smuči, ni časa. Časa res ni, ampak 3. leto zapored pridem, letos je 100 bilo res tekmovalk, tekmovalcev, ogromno diplomatov z veleposlaništev, tako da vsakič obljubim, da grem naslednjič na tekaške smučke, ampak izkoristim pa čas, da sem vsaj na zraku in na en lep sprehod do Vzhovnice. Nisem še tekačica. In kako ocenjujete današnjo prireditev, glede na to, da je sonček posijal na Pokljuki, spodaj pa je megla? Izjemno, res prijetno vzdušje, še enkrat ne. 3. zapored, ampak danes je največ ljudi, prijetno vzdušje, najlepše je pa videti tiste, ki se prvič postavijo na tekaške smučke in pogumno, ne glede na čas, pridejo skozi cilj in takih je bilo tudi danes kar veliko. Ali pa take, ki so že tekači, pa uidejo ven iz špure. To, ampak so pa tudi neverjetni rezultati, na kateri pa, mislim, gledam kategorije menedžeri, gospodarstveniki, to so pa
hitri verjetno tako kot v poslu. Hvala in lep dan še naprej. Enako.